Profesor dr. Polona Žnidaršič-Plazl in profesor dr. Igor Plazl. Kako se mikroreaktor razlikuje od makroreaktorja? Ja, v osnovi seveda v dimenzijah. Če govorimo o makroreaktorjih, konvencionalnih reaktorjih, smo tukaj v dimenzijah nekaj kubičnih metrov lahko, v laboratorijskem nivoju v nekaj litrih, medtem ko pri mikroreaktorjih smo na nivoju mikrolitrov in dimenzije postanejo podobne dimenzijam lasu, se pravi, govorimo o mikrometrskih dimenzijah, višin, širin, skratka zelo majhnih napravah, ki ravno zaradi te svoje majhnosti omogočajo izjemne prednosti za številne stvari. Medtem lahko dodam samo še to, da je najbolj učinkovit mikrobioreaktor posamezna celica, iz katerih smo sestavljeni tudi mi, in te stvari smo pravzaprav v inženirstvu povzeli ali se pa naučili iz najboljše učiteljice na svetu, to je seveda narava, in sedaj to seveda s pridom izrabljamo te prednosti. Tako bom rekel, kemija med vama je kar očitna, no? Zanima me pa... Imate v mislih biokemijo? To ja. Zanima me, kako pravzaprav razložita, kaj delata, ko sta na večerji recimo s prijatelji, ki so nekaj povsem običajnega po poklicu, recimo geodeti, zdravniki, ribiči. Ja, včasih težko najdem sogovornika za področje, ki je precej vezan na fizikalno-matematične opise teh procesov na tem mikronivoju, in ni nujno, da je lahko zanimivo. Za nekatere seveda je. Je pa sama razlaga vsaj zame zelo nekako spodbudna, ker dejansko ta mikrosvet omogoča uvid v te osnovne koncepte, kot sem že premenil, hkrati pa nam omogoča vizualizacijo nekaterih resnično pomembnih mehanizmov. Dobesedno lahko opazujemo recimo prenos snovi z difuzijo, pod mikroskopom v nekem mikrokanalu. To do sedaj, se pravi, do teh čudovitih orodij ni bilo mogoče. Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju kemijskega in biokemijskega mikroprocesnega inženirstva prejmeta profesorica dr. Polona Žnidaršič-Plazl in profesor dr. Igor Plazl.